Ok, danes imamo na unboxingu gaming mikrofon Redragon Seyfried. Očitno kitajskemu proizvajalcu zmanjkuje idej za imena, pa si izmišljuje nove besede. No, kakorkoli pač že, na testu imamo mikrofon, desktop mikrofon, ki ima vgrajen, oziroma že v embalaži pop filter, tripod in shock mount, kar je zelo redko videno. No, pa da vidimo, kaj je v notranjosti. Ključna prednost Redragona z drugimi temi cenovno ugodnimi proizvajalci gaming opreme je to, da ponujajo kupcem 3 leta garancije napram standardnim 2 letom. Ok, napačno odpiram. Tako, torej v notranjosti najdemo navodila za uporabo, ki so, zadaj vidim, da v kitajščini oziroma neka klingonščina, vmes neka italijanščina, nemščina, skratka nima veze. Na koncu po mojem mikrofon le priklopimo v XLR ali pa v 3,5 mm port, pa je to. Ok, v notranjosti, kot rečeno malce prej, že vgrajen pop filter oziroma že v embalaži pop filter. Ta je nekoliko manjši od standardnih, ki jih lahko kupimo, tisti so nekoliko večji, cirka 10 do 15 cm premera, ta je malce manjši, kar omeji njegovo efektivnost, če ni mikrofon čisto poleg naših ust, a vseeno bi moral zelo pomagati. Ima 2 strani membrane, to je tisti material, najlonski material, ki preprečuje, da pri plosivih oziroma pride tisto valovanje zvoka do mikrofonske kapsule in jo prevlada, ter slišimo samo izklapljanje in vklapljanje mikrofona. Skratka, to dejansko, kakorkoli je to zelo enostavna tehnična rešitev, bistveno pripomore pri kvaliteti zvoka. Še posebej, ko smo excited, kar je pri streamerjih in broadcasterjih zelo pogosto. Razen tega v notranjosti, kot rečeno, tripod, ki ima kovinske nogice, tripod glava, shock mount, ki je standarden, na 2 oseh prekrit z gumicami, v katere le vtaknemo mikrofonsko glavo celotno, in pa ta gooseneck, nastavljiva glava za pop filter. Kar je zanimivo je, da je Redragon proizvajalec sicer gaming opreme vstopil na trg broadcast mikrofonov, torej takih malce resnejših mikrofonov za komentiranje iger ali pa za ustvarjanje vsebin. S to rastjo popularnosti streaminga, broadcastinga, ustvarjanja kontenta na YouTubu se je razširil nabor proizvajalcev game mikrofonov iz tistih standardnih broadcast proizvajalcev, kot so Rode, Sennheiser, Audio-Technica in podobni, na nove brende. Zdaj na trgu so zelo popularni Blue Yetiji in Redragon stopa v to srenjo in poskuša, bomo videli, kaj lahko dejansko naredijo. Razen tega je v embalaži le še sam mikrofon na kablu. Torej, mikrofon ima branding, na prednji strani natisnjen logotip Redragon, zgoraj rdeči kakorkoli pač dekoracijski element. V tem mesh delu je noter skrita kapsula, ki se ne vidi, kako velika je, verjetno ni prav velika, vsaj glede na to, da je mikrofon relativno lahek, to ima mogoče 100 gramov, ampak ta kovinski mesh in znotraj penica, ki je znotraj, še dodatno ublažita morebitne poke, plosive, sikanje in podobne zvoke, ki so neželeni pri zajemanju kvalitetnega zvoka. Kabel, povezano s kablom, ki ima na koncu zanimivo 3,5 mm jack, torej TRS konektor, ki je standarden pri headset mikrofonih, ki nimajo svoje USB kartice. Kabel dolg cirka 2 metra, ki ni braided in je navaden gumijasti kabel. Pa da vidimo, kako se zadevo montira na sam mikrofon. Verjetno takole, ja. Napeljemo kabel skozi shock mount in ga nato, skratka, zdaj vidim, da je kar precej nestabilen tale tripod mount, vendar
ko boste dejansko uporabljali mikrofon, bo ta točno pod vami in nekoliko nagnjen, torej realno bo v neki taki obliki. In pač morate si nastaviti pop filter, kakor bo vam ustrezal, ampak skratka, da bo pot od kapsule mikrofona do ust kar se da kratka. Pop filter se nastavi direktno pred sam mikrofonsko kapsulo in da vidim, če mi lahko uspe to. Pač to je trial and error in ko se enkrat nastavi, zadeva ostane zaradi gust nekak je kovinski na mestu in deluje. To in potem na koncu le povežete v matično ploščo ali pa v USB zvočno kartico na tisti rdeč 3,5 mm konektor. Zadeva bi mogla avtomatsko delati. Mi bomo sedaj zadevo tudi priklopili in naredili nek demo audio test, da vidite, kako dejansko se zadeva sliši. To je kratek test delovanja mikrofona Redragon Seyfert, ki je trenutno priklopljen v fotoaparat višjega cenovnega razreda Sony A7 III, ki ima nekoliko boljše preamplifierje, torej mikrofonski čip kot normalen računalnik in je to, kar se da best case scenario, kar se tiče zvoka, ki ga lahko ta mikrofon reproducira. Sedaj bom testiral še nekaj plosivov, torej tistih besed na P, torej P, katere besede na P se spomnim. No, bomo šli kar na S in moje ime je Samo. To so tiste glavne dve tarčni področji, ki bi jih moral ta pop filter dejansko rešiti. Če se je sedaj slišalo dosti nekega pokanja, no, potem ni naredil svojega joba mikrofon. Torej, to je bil kratek mic test mikrofona Redragon Seyfert. Nekega bolj poglobljenega reviewja nismo nameravali delati, vendar, če nam to napišete v komentarjih pod tem videom ali pa na spletni strani gamegang.si, pa to naredimo. Tako da kar odbrskajte na gamegang.si, kjer lahko vidite reviewje opreme, novice iz sveta gaminga, e-športa, turnirje, teste, opreme, iger in dosti več. Lepa hvala za ogled tega videa in se vidimo v naslednjem.